V stranki Lipa ugotavljamo, da so v Republiki Sloveniji tri osnovne, a najpomembnejše vrednote popolnoma deficitarne. Te tri vrednote so zdravje, delo in pravica. Glede zdravja. Po zgledu fašističnih režimov namenjajo naš denar v tovarne smrti in v orožje vseh vrst. Imamo na tone denarja za orožje, nimamo pa ga za onkologijo, za pediatrijo, za obolele od azbesta, za pokojnine. Pri tem, da se zdravstvo uzurpira, lahko upokojenci kar odmislijo svoje dolgo in zdravo življenje. Glede dela. Delavec postaja suženj, vreden je le toliko, da se mu zagotovi, da preživi. Zakaj? Zato, da bo lahko zopet delal. Naša pot je naravnana v ultrakapitalizem, tako lokalno kot globalno. Kdaj in kje se bo to nehalo? Na barikadah? Ne želimo, da pride do tega in da bodo naši otroci umirali na njih. Glede pravice. Na pravico je treba čakati na sodišču tudi desetletje ali več. Sodstvo so pohabili v dolgotrajnem procesu zaradi interesov politike. Sledi vprašanje o zunanji politiki. Zunanja politika koristi v pretežni meri le ameriškemu fašističnemu pohodu na svet. Zunanjo politiko vodijo agenti CIA. Uvaža se najuspešnejši izvozni artikel Združenih držav Amerike, to je strah. Zakaj? Zato, da se krepi aparat represije in da se trgovci z orožjem in vojni dobičkarji obogatijo tudi pri nas. Upokojence pesti revščina in mnoge že lakota. Vsak 8. otrok v Sloveniji gre spat lačen. Revščina se je v obdobju tega mandata povečala za 30%. A nič ne de, dajmo cerkvi, kar ji pripada. In njena pogoltnost je neizmerna. Kaj pa mladi? Je oblasti v interesu imeti čim manj izobraženih? Morda? Le neizobraženi ji bodo lahko verjeli vse. Kako to doseči? Jasno. Mladim in njihovim staršem je treba ubiti voljo do študija in jih za študentsko delo dobro obdavčiti, poleg tega pa vpeljati šolnine, da o ceni študentskih domov ne govorimo. Kaj pri vsem tem dela politika v Sloveniji? Socialni demokrati praktično ves mandat ponujajo roko partnerstva politiki, ki tepta naše dostojanstvo, demokratične pridobitve in si gradi imperij z klientelizmom, korupcijo in z nepotizmom. Je slučaj, da se SNS priključi vsakič tistemu, ki je na oblasti. Zakaj je izgubila kredibilnost LDS, ki ima zares novo pojavno obliko? Ker smo izkusili njene laži, vehemenco, oholost, ošabnost in aroganco. In Desus, kaj upokojenci res dajo raje za orožje kot za zdravje? Obrambni minister Karel Erjavec nas prepričuje, da moramo čim več dati za patrije in orožje. Predsednik Desusa Karel Erjavec pa, da morajo biti pokojnine večje. In kdo je tu sedaj nor, se jaz vprašam. Skupaj ohranimo Sloveniji svobodo, ki si jo je izborila v boju zoper klerofašizem leta 1945 in ne pustimo, da Slovenija postane kneževina Vatikana. Skupaj se izborimo za to, da bo na prvem mestu vlaganje v zdravje, vlaganje v znanje in razvoj, ne pa v tovarne smrti. Borimo se za to, da bodo naši otroci in naši starši zadovoljni in zdravi in da nam ne bo treba na račun akumulacije kapitala videti, da umirajo na obroke. Naj se delu vrne čast in naj postane zopet vrednota, ne pa odvečni strošek kapitalizma. Naj zavlada pravičnost v vsej svoji kreposti, na čelu s socialno pravičnostjo. Naj zavlada pravo nad nepravom.